spoštovane novinarke in novinarji, spoštovane gledalke in gledalci. Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci. Na njej bosta sodelovala minister za zdravje Janez Poklukar in doktorica Mateja Logar, vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje. Govorni jezik bosta oznakovni danes tolmačila gospa Mojca Korenjak in Špela Uršič Andres. Vse prav lepo pozdravljam. Za začetek novinarske konference pa si skupaj poglejmo zadnje epidemiološke podatke. Včeraj je bilo opravljenih 2734 PCR testov in 31392 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 122 novih okužb. Te številke lahko vidite tudi na tabeli. 7-dnevno povprečje pa po danes objavljenih podatkih znaša 178, 14-dnevna incidenca pa je 146. Pa še zadnji podatki glede cepljenja. Dopoldanski podatki kažejo, da je s prvim odmerkom cepljenih že 753.744 oseb. Glede cepljenih z vsemi odmerki pa smo presegli številko 500 000. Današnji podatki kažejo, da je precepljenih že 522.128 oseb. V odstotkih to pomeni, da je bilo s prvim odmerkom doslej cepljenih 43,5% starejših od 18 let in skoraj 59% starejših od 50 let. Z vsemi odmerki pa 30,2% starejših od 18 let in 47,2% starejših od 50 let. Če pogledamo podatke o cepljenih še po občinah, lahko ugotovimo, da je najvišja stopnja precepljenosti z vsemi odmerki v občinah Osilnica, kar 47%, Kostel 44,2%, Kočevje 34,6%, Bled 33,1% in Bohinj 32,9%. Najslabša precepljenost pa žal v občinah Žetale in Kuzma, v obeh 14,7%, v občini Trnovska vas 14,8% ter v občinah Kozje in Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, v obeh 15,2%. Razmere v naših bolnišnicah ostajajo podobne kot pretekle dni, je pa danes število COVID pacientov, ki potrebujejo bolnišnico oskrbo, nekoliko nižje. Danes se tako v bolnišnicah skupaj zdravi 165 pacientov. Na intenzivni terapiji je zasedenih 48 postelj. Tudi včeraj pa dan žal ni minil brez smrti. V bolnišnici so umrle 4 osebe. K besedi pa sedaj vabi našega današnjega prvega gosta, ministra za zdravje Janeza Poklukarja. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Kot je bilo že povedano strani gospoda Urbanije, je v teh dneh epidemiološka slika v Sloveniji ugodna, seveda pa je te ugodne številke moč pripisovati predvsem, da ne rečem zgolj, intenzivnemu procesu cepljenja prebivalcev in prebivalk Slovenije. Seveda pa to ne bi bilo mogoče, ukolikor ne bi imeli tako učinkovitega stebra slovenskega zdravstva, našega primarnega nivoja. Zato z moje strani zahvala vsem delavcem, vsem sodelujočim na primarni ravni, ki dnevno vzdržujejo tako vstopne točke, kot tudi aktivno sodelujejo v cepilnih centrih in zagotavljajo vso zdravstveno oskrbo, ki jo prebivalci potrebujejo. Ker epidemija v teh dneh upada, je seveda strokovna skupina pri ministru za zdravje predlagala, da po izteku epidemije ne podaljšujemo. Tako bo praviloma zadnji dan epidemije 15.6. oziroma torek. Ne gre spregledati, da z današnjim dnem tudi po lestvici ECDC-ja prehajamo v oranžno fazo, kar je ravno tako
pomembno za vse prebivalce Slovenije, kajti ta lestvica je bila napravljena predvsem z namenom prehoda meddržavnih meja oziroma dogovarjanja meddržavnih ukrepov ob prihodu prebivalcev ene države v drugo. In v tem delu se seveda ta barvna lestvica razlikuje od barvnega semaforja, s katerim smo uspešno obvladovali epidemijo. Cepljenje je ključno kot zadnja, pa bom rekel, bitka na poti do zmage zoper koronavirus. In le cepljenje nam lahko ta trenutek omogoči, da reprodukcijsko število znižamo pod 0,7. Ta trenutek je nekje okoli 0,8. Vendar zakaj je to ključno? Če precepimo zadostno število ljudi, s tem tudi zmanjšujemo potencialno število tistih, ki se lahko okužijo za koronavirus in s tem seveda zmanjšujemo reprodukcijsko število, ki omogoča nižanje dnevnega števila okuženih. Ker je to pomembno iz vidika obvladovanja novih variant virusa, prosim vse prebivalke in prebivalce, da pristopijo k cepljenju. Kako pomembna je zadostna precepljenost in kako pomemben je pristop k vsakemu prebivalcu Slovenije, lahko na zgledu vidimo v teh dneh v določenih sosednjih državah, kot sta Anglija in pa Malta, kjer s cepljenjem poizkušajo ključno zaustaviti novo varianto delta koronavirusa, ki je izredno virulentna, pa vendar jo je mogoče obvladovati samo, vkolikor imamo število dnevno okuženih v Republiki Sloveniji dovolj nizko, da lahko naše epidemiološke službe pristopijo do vsakega kontakta in ga ustrezno obravnavajo. Zato z vsakim dnem je cepljenje vsakega prebivalca Slovenije še toliko pomembnejše in še toliko bolj prispeva k končnemu obvladovanju epidemije oziroma zmagi nad koronavirusom. Da pa pridemo oziroma izvedemo cepljenje v vsakem cepilnem centru, je seveda ključno, da zagotovimo zadostne količine cepiva. In v teh dneh je cepiva v Republiki Sloveniji dovolj. Tudi po zaslugi posoje oziroma izredne poteze sosednje Republike Hrvaške, ki nam je podarila 300.000 odmerkov cepiva AstraZeneca. In v Sloveniji ta trenutek cepiva dovolj. Zato skladno z nenazadnje spoznanjem, da nam je Slovencem morda bližje tudi cepljenje in pa način brez predhodnega naročanja, v naslednjem tednu širom po Sloveniji praktično v vseh cepilnih centrih uvajamo dneve odprtih vrat cepljenja. Hkrati s tem bomo vsem prebivalcem, tudi najranljivejšim, tudi največjim skeptikom, omogočili, da po najkrajši možni poti lahko pridejo do zdravstvenih delavcev in da seveda lahko uspešno upravijo cepljenje. S naslednjim tednom tudi pričakujemo, da bodo vsi izvajalci cepljenja v popolnosti pristopili k izvajanju cepljenja preko portala ZVEM, kajti na včerajšnji dan smo od 63 cepilnih centrov preko ZVEM-a kompletno obvladovali cepljenje pri 51. Ker pa imamo cepiva dovolj in ker sporočamo, da bo možno v naslednjih dneh širom po Sloveniji cepljenje brez predhodnega naročanja, prosim prebivalce, da ne hodijo iz enega okraja v drugo za cepilnim dnevom, kajti namen je, da v vseh krajih po Sloveniji to omogočimo in da se vam čim bolj približamo.
Pri dnevu odprtih vrat se seveda ni potrebno naročati na cepljenje, bi pa opozoril na izjemo, ki je potrebna iz vidika predvsem varnosti, kajti zaenkrat, mislim tukaj pa na otroke, je za otroke namenjeno oziroma starejše od 12 let zgolj eno cepivo in v izogib kakršnimkoli napakam v tem procesu seveda apeliramo starše, da otroke naročijo ali v cepilnem centru ali pri osebnem zdravniku oziroma preko ZVEM, kajti samo na ta način bomo res lahko maksimalno obvladovali proces in se izognili eventualnim napakam. Na koncu še enkrat moja prošnja, da vsak prebivalec Slovenije pristopi k cepljenju oziroma se zanj odloči. Seveda tu lahko na dvome in vprašanja odgovarja samo stroka. In sem za pozitivno komunikacijo, zato delamo danes in tudi v naslednjih dneh širom po Sloveniji strokovne dogodke na temu cepljenja, kjer stroka širši javnosti odgovarja na vprašanja in dileme ter na ta način poizkuša nas vse opolnomočiti, nam dati vero v varnost cepiva in seveda upanje v njegovo učinkovitost.